Spoštovani novinarji, spoštovani predstavniki medijev, spoštovani turistični ponudniki, lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci ob Svetovnem dnevu turizma. Nekako že tradicionalno se v bistvu vsako leto na ta dan tudi zberemo v teh prostorih. V bistvu po eni strani zato, ker se vam medijem ob 11. mudi na drugo zelo pomembno zadevo za našo občino, po drugi strani pa tudi zato, ker je naša sodelavka je v bistvu na eni zelo hudi operaciji in bo en del tudi malo prilagojen, skrajšan, ga bo povzel naš Nejc. Bomo v bistvu nekako v nadaljnjih 40 minutah skušali predstaviti, kaj smo naredili, kaj je novega in seveda, kaj načrtujemo. Ta moj uvodni del bo v bistvu kratek. Imeli smo letos že dve izjavi za javnost, ki so govorile o številkah. V bistvu septembra lahko evalviramo sedaj višek poletne turistične sezone. Številke kažejo, da je s 326.000 prenočitvami smo v bistvu v poletnih mesecih presegli tiste rezultate turistično rekordnega leta 2019. Po drugi strani je pa prav, da se danes navežemo tudi na Svetovni dan turizma, katerega tema je rethinkable, se pravi ponovni premislek, ali pa pogovor, kam želimo, da gre brežiški turizem v prihodnosti. Torej, sama pandemija nam je v bistvu prinesla spremenjeno strukturo gostov, spremenjene navade tako v vsakodnevnem življenju so v bistvu povzročile spremenjene navade tudi pri turističnem povpraševanju, na drugi strani pa seveda tudi pri naši ponudbi. Tako kot kažejo vse nacionalne ali pa mednarodne analize, tako se v bistvu tudi v praksi dogaja, da je vse pomembnejša varnost in pa da se ljudje vse bolj nagibajo tudi k trajnosti, ki jo želijo videti tudi na področju turistične ponudbe. Se pravi, tudi mi, ki smo v bistvu plačani za to, da se s tem ukvarjamo in trudimo po najboljših močeh, vidimo, da smo na poti k prehodu k trajnostnem turizmu. Naša destinacijska pisarna je seveda s pomočjo občinskih financ imela tudi več posebnih poletnih ponudb. To se zdaj dogaja že 3 leta, vsako poletje damo kaj novega, se pravi, govorimo o različnih organiziranih vodenih ogledov, pohodih, izposoji električnih koles in podobno. Torej, pri gradnji prihodnosti na področju turizma bo definitivno izjemnega pomena kolektivno blagovno znamčenje, se pravi, da bomo naše številne proizvode lokalnih pridelovalcev spravili v neko zanimivo obliko in jih ponudili, se pravi, tako domačim kupcem kot tudi turistom. Izjemno pomembno je za nas tudi lansiranje nove celotne grafične podobe. To se bo zgodilo še v letošnjem letu, vse z namenom, da nas tudi ta v bistvu opozori, da imamo še marsikaj v naši občini, kar je bilo mogoče do sedaj premalo opisanega, prikazanega, pa vendarle izjemno zanimivega. Torej, nadaljnje delo je povezano tudi z pridobitvijo, ki jo torej komaj čakamo, otvoritvijo vodovodnega stolpa. 4. in 5. nadstropje bosta namenjena predstavitvi turističnih biserov, tako da bomo se tudi pri nas potrudili, da bomo vsem, ki bodo prišli v stolp na tem področju, izvedeli, kar se da. Torej, izjemno pomembno je nadaljnje delo na področju pridobljenega znaka kakovosti Green Destination Platinum. Izjemno ponosni pa smo in bomo v bistvu k temu tudi spodbujali ostale na vse naše nosilce zelenega znaka. Nisem uvodoma predstavila, zato je tudi ob meni Frank Les, ki bo v bistvu nam povedal,
kaj to vse pomeni v praksi in tudi z njegovo pomočjo mogoče še kakšnega ponudnika več prepričal, da stopi na to pot. Vse nadaljne aktivnosti bodo verjetno namenjene tudi premisleku, kako pridobiti čim več tranzitnih gostov, morda tudi kakšno posebno mesto v dogovoru s Petrolom na samem motelu. V vsakem primeru izzivov smo si veliko postavili. No, tukaj za menoj so tudi navedeni vseh naših 6 ponudnikov, ki so že pridobili trajnostne znake. Torej Ošterija Debeluh, gostilna in penzion Les, gostilna Erban, restauracija Amor in gostilna Cetin ter naš mladinski hotel. Naslednje leto bomo v bistvu v Brežicah največ poudarka namenili, kot sem že omenila, gradnji nove celotne grafične podobe, kar pomeni, da se moramo dobro povezati tudi z vsemi športnimi in kulturnimi subjekti v občini, kajti tudi oni so zelo pomemben del celotne podobe destinacije in pa kolektivno blagovno znamčenje, torej da naši top produkti prevzamejo skupno podobo. Torej, smo postavljeni pred izziv, da se v bistvu vsi skupaj postpandemično nekaj naučimo in da v bistvu stopimo na pot preobrazbe tega trajnostnega turizma. Nadaljnje delo sem v bistvu že predstavila. Še ena zelo pomembna stvar, ki nas čaka, je tudi strategija na področju, nova strategija, tam do leta 2030, združevanje ponudbe. V bistvu letos smo se odločili, da bomo testno preizkusili to pri martinovanju, torej da bomo pozvali ponudnike in jih potem skupaj promovirali njihove dogodke in nekako se trudili tudi slednje povezati. Seveda pa tudi eden izmed glavnih namenov, da bomo še nadalje krepili vse, kar je povezano z trajnostjo in z zelenostjo, torej nadaljnje pridobivanje znakov in pa župan, da bomo torej lahko še naprej razvijali turistično infrastrukturo. Toliko z moje strani, zdaj bom prosila župana za nekaj razmislekov, potem pa predala besedo še Nejcu in pa Frenku. Ja, hvala, lep pozdrav, seveda ob tem svetovnem dnevu turizma in pa na tej tiskovni konferenci. Seveda občina Brežice že leta in leta nekako strateško dela na razvoju turizma. Morda se to v praksi ne vidi, tisti začetki, vendar ključno pri samem razvoju turizma so že prostorski plani, ki jih sprejemamo v občini in s tem seveda omogočimo tudi največje delo razvoja turizma. Seveda vsi vemo, da Terme Čatež so tiste, ki so v naši občini še daleč največji ponudnik. Seveda me pa veseli, da poleg Term Čatež se razvijajo tudi ostali in seveda to je bilo pa večinoma osnova v naših prostorskih aktih, da to omogočamo. Tako smo seveda pred leti omogočili, da je prišlo v sredi Dobove do razvoja Term Paradiz. Za še bolj pa me veseli, da je vse več tudi ostalih ponudnikov, kmečkih turizmov in pa vsega ostalega in seveda, da tudi te postavajo čim bolj prepoznavni. Mislim, da prav, da povemo, da v letošnjem letu je tudi kmečki turizem Martinove bil izbran kot najboljši kmečki turizem na sejmu Agra. Tako da tudi to kaže na tem, da se seveda v naši občini razvijamo. Seveda treba poudariti, da prav v teh koronskih časih se je videlo, kako pomembno je, da imamo poleg seveda teh hotelskih gostov tudi ostale nastanitve. Preko 100 jih je bilo in tudi zaradi tega verjetno v naši občini je ta turizem se tudi v času korone razvijal in tudi nekako deloval. Mislim pa, da je prav tisto, da se je v času korone razvilo te drugi ponudniki, bila tudi izjemno dobra promocija za naše kraje, za našo naravo, ki je, verjamem, še vedno zelo prijetna in pa
seveda tudi trajnostno naravnana in zaradi tega seveda smo tudi izjemno veseli tega platinastega znaka Green Destination, kar pomeni, da gre za eno veliko priznanje vsem nam. Seveda v občini Brežice delamo močno tudi na tem športnem turizmu, zato obnavljamo tudi te naše športne objekte. Veste, da smo v lanskem letu obnovili nogometni stadion, v letošnjem letu atletski stadion, v Termah Čatež se razvijajo tudi ostali nogometna igrišča in podobno. Dela se tudi praktično na teniških igriščah in v letošnjem letu smo imeli tudi teniški turnir in pa ostale stvari, kar pomeni seveda na tem športnem turizmu se veliko razvija. Se mi povedi, da je pomembno, da poudarim tudi predvsem te naše kulturne znamenitosti. V lanskem letu smo obnovili leseni most v Cerkljah, potem železni most čez Savo in pa praktično Krko. In prav včeraj sem bil izjemno presenečen, da je na našem mostu mednarodna korporacija Angležev, Francozov, Hrvatov in pa Slovencev snemala reklamo za Hondo, ki se bo predvajala na francoski televiziji, kar pomeni seveda, da je ta naša znamenitost lepo obnovljena postala simbol širše kot samo Brežic. Prav tako pa v oktobru pričakujemo, da bomo tudi obnovili naš vodovodni stolp, ki bo posebna atrakcija v naši občini, saj bo praktično na 40 metrov višine bila tudi razgledna ploščad. Noter bojo različne v etažah bojo različne predstavitve občine. Do konca leta naj bi se še zgradil paviljon, v katerem bo potem tudi še možnost za dodatno predstavitev občine. Tako da jaz mislim, da tu delamo res trajnostno in pa seveda tudi strateško. Tem je pripomoglo tudi pred leti, da smo šli v ustanovitev fakultete za turizem skupaj z Univerzo v Mariboru, ki jih prav tako vključujemo. Tako da samo osebno seveda kljub temu, da so bile težki časi za turizem, za občine in pa tudi za kraje, lahko rečem, da z vsemi temi napori, tudi skupaj z Zavodom za podjetništvo in turizem, ki vse bolj povezuje tudi naše uporabnike oziroma naše ponudnike, nekako delamo na tem, da turizem v Brežicah bo še naprej nosilec turizma v Posavju oziroma lahko rečem celo tu ob te hrvaško meji. Tako da samo osebno lahko rečem, da pred nami je še veliko izzivov, predvsem v zadnje čase se usmerjamo v kolesarske steze, kolesarjenje, prav tako pa je naš cilj, da tudi v prihodnosti nadaljujemo z raznimi atrakcijami. V letošnjem letu smo že razmišljali, da bomo imeli tudi razgledno ploščino na Svetem Vidu. Žal je ta razpis na državni nivoju v tem trenutku bil razveljavljen, tako da bomo nadaljevali v naslednjih letih. Pričakujemo seveda tudi še veliko od samega jezera, veste pa, da imamo v planu tudi v prihodnosti predvsem ob hidroelektrarni zgraditi tudi kajakaško stezo in podobne stvari, kar pomeni seveda, da na tem športnem turizmu vidimo še velike priložnosti. Tako da samo osebno lahko rečem, da v občini Brežice je turizem pomemben. Naše vodilo pa je, da vse, kar delamo, gradimo z namenom, da je prijazno tako za naše občane, kot tudi za goste, ki pridejo. In seveda tudi vse ob te priložnosti še enkrat vabim, da obiščejo občino Brežice, kajti prepričan sem, da bodo zadovoljni in veseli in spoznajo tako gostoljubnost naših ljudi kot naše ponudbe. Hvala župan. Torej, ena izmed najpomembnejših letošnjih zadev je bila že večkrat omenjen znak kakovosti Green Destination. To samemu zavodu tudi zato, ker gre za zelo evalvacijsko in raziskovalno delo, ne bi bilo mogoče brez dobrega sodelovanja s Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru. Tako da bom besedo predala Nejcu, ki nam bo na kratko povedal, kaj sploh to pomeni in v bistvu povzel tudi del, ki ga nam je bila sicer pripravila Ana. Dobro, lepo zdrav še z moje strani. Če dovolite, bom zdaj sedel, če potreba se bom stavil kaj pokazal, razložil. Jaz sem pripravil malo daljšo vsebino. Upam, da vam bo tudi, koliko se da blizu. Ob Svetovnem dnevu turizma letos ni samoumevno izbrano geslo Premislimo turizem, kot je že Katja navedla. Turizem relativno dobro okreva, kakor vidimo, ampak okreva
sam po sebi in v smeri, ki pa morda nam povzroča tudi še vedno kakšne preglavice. Torej, kljub temu, da se nam je zgodila neka velika prelomnica, velika kriza, vztrajamo na stari dobri poti, dobri pa morda tako, kakor to vidi. Želimo na nek način poudariti, da je premislek verjetno zelo na mestu, kam in kako naprej in s tem, kako bomo napredovali v Brežicah, pa tudi v Sloveniji, pa morda malo več v moji predstavitvi. Z razlogom, da premišljamo, kako naprej, imamo na nek način vzpostavljene tudi neke ključne certifikate, znamke, med njimi verjetno vsem dobro poznana zelena usmeritev Slovenije, torej Slovenija Green oziroma zelena shema slovenskega turizma, ki nas sili k premisleku ves čas, nam nekako daje smer, nam poskuša vsiliti neke nove pristope in to, da so Brežice postale platinasta destinacija, pomeni, da so, bi jaz rekel, na tej točki zelo dobro pripravljene, da zares stopijo na pot zelenega in trajnostnega turizma. Zdaj, zeleno shemo, bom se kar spravil, bom malo lažje, bolje vidim. Zeleno shemo turizma se v Brežicah, pa tudi na drugih destinacijah ukvarja prav ena oseba, ki je določena za to. To je zeleni koordinator, verjetno ste že to že slišali v Brežicah, je to Ana Ponikvar, ki uspešno na nek način koordinira vse, kar je vezano na zeleno politiko turizma. In ko so Brežice bile prvič evalvirane pred 3-4 leti, dobili takrat srebrni znak, so sprejeli tudi en obsežen akcijski načrt, kaj je potrebno narediti, da bomo še boljši. Ta akcijski načrt je bil težak približno 45.000 evrov, potrdil ga občinski svet. In zelo veseli smo, da se je ob tem, ko je bilo treba ta akcijski načrt izpolnjevati, se je občina spomnila na to, da ima blizu fakulteto za turizem, ki je pa pravzaprav visoko usposobljena, da takšne stvari pripravi. Znotraj teh zadev, ki jih je potrebno v zeleni shemi izpolnjevati, je precej nekih strateških dokumentov, stvari, ki jih je pač potrebno pripraviti, da se turizem lahko potem razvija po poteh, ki smo si jih zamislili. Med drugim je potrebno redno spremljati zadovoljstvo gostov, zadovoljstvo domačinov, preverjati, v kakšnem stanju je naša naravna kulturna dediščina, kar je že župan poudaril. Ob tem pa potrebujemo tudi določene strateške dokumente. Brežice so ravno recimo zaključili za eno strategijo razvoja turizma, pripravlja se nova. Drugi strateški dokumenti, ki pa so navedeni tukaj, jih bom danes malo bolj podrobno predstavil, oziroma predstavil njihovo vsebino, dostopni so pa več ali manj tudi na spletu. Pa bomo potem kakšno besedo več rekli o kriznem načrtu na področju turizma. Jasno, v času krize se je pojavila ideja, da je dobro biti na krizo malo bolj pripravljen, zato krizni načrt. Podnebne spremembe so nekaj, kar je pač danes že pravzaprav stalnica, o čemer vsi govorimo, ali vemo, kaj to pomeni, kaj predstavlja, več o tem v nekih priporočilih za prilagajanje na te turizma na podnebne spremembe in pa kako sploh jih komunicirati v odnosu do domačinov, do javnosti, do turistov, do ponudnikov in tako naprej. In na koncu še en poseben dokument, ki pa je zelo usmerjen v prihodnost, v smislu, kaj narediti, da bomo boljši, kako spremljati to, kar počnemo in kako minimizirati naše vplive na okolje. Vsem tem se je ukvarjala fakulteta za turizem v minulem letu, pa začnimo lepo po vrsti skozi stvari, ki smo jih pač pripravili, bom na kratko predstavil, verjetno bodo kakšne ugotovitve tudi zanimive za vas. Tekom lanskega poletja smo anketirali obiskovalce na destinaciji Čatež in Brežice. Anketiranje je potekalo v živo, anketari so bili na terenu, na najbolj frekventnih, najbolj obljudenih lokacijah, točkah v Brežicah. Ni skrivnost, da so tukaj še vedno na prvem mestu Terme Čatež, Terme Paradizo, te Posavski ljudje in tako naprej. Skratka, na točkah, kjer so pa največ turistov, smo dobili reprezentativen vzorec obiskovalcev, s katerega lahko dejansko nekaj sklepamo temeljeno in statistično pomembno sklepamo o tem, kakšne turiste imamo.
Edini problem tega vzorca je morda to, da je bil vezan na, da je bilo njegovo vzorčenje vezano na tisto leto, ki je koronsko leto, torej v njegovem deležu veliko Slovencev, kar za neka tipična leta, če tako rečemo, turizma v Brežicah sicer ni značilno, ampak o tem, kako bi ob spremenjenem vzorčenju bomo pa videli verjetno v bodočih letih, ko nas tako delo znova čaka. Skratka, 445 anketiranih, bomo rekli spolno uravnotežen vzorec, starostno, bi rekel pravilno narejen, nacionalno, bomo rekli, glede na prihode, izvor države, narejen vzorec, ki je, bomo rekli, statistično pomemben, je nekako povedal, da v Brežicah približno 1/3 gostov, ki smo jih takrat zajeli tekom lanskega poletja, prihaja za en dan, 2/3 je bilo večdnevnih gostov. Samo, recimo, zanimivo, polovica ali pa še manj kot polovica jih pa pozna, da se Brežice pa Slovenija kakorkoli ukvarja z zelenim turizmom. To je že kar pomenljiva stvar. Kakor že vemo, večina brežiških gostov prihaja z družino ali pa v paru, ker 3/4 je takih, ostali pač v neki drugi obliki, s prijatelji, sorodniki in tako naprej. Počutijo se zelo varno. Občutijo prijaznost, gostoljubnost domačinov, to so zelo visoke ocene njihovega zadovoljstva. Pravijo, da je poskrbljeno za zdravje, za urejenost okolice, z nastanitvami strojem tudi visoko, zadovoljni 4,3 na 5-stopenjski lestvici. Manj zadovoljni pa so na primer s ponudbo za kupovanje, z javnim prevozom, z označenostjo dostopa do in na območju znamenitosti in tako naprej. Skratka, na neki 5-stopenjski lestvici so se opredelili do teh možnosti. In ocene so, po mojem mnenju, kar v redu. Druge ocene govorijo o tem, kako se jim zdi kaj trajnostna usmeritev destinacije, a brez skrbi pijejo vodo iz pipe, mislim, da kar, ne, se pravi, visoka ocena, zdi se jim, da je relativno dosti mest za ločevanje odpadkov, se pravi 4 od 5 ocenjeno in tako naprej. Dovolj informacij, kako se obnašati odgovorno, o skrbi za zdravje in dostopu do zdravstvene skrbe, kar je bilo v času korone še posebej izpostavljeno. Manj zadovolje, pa manj, bi rekel, občutijo pa to, da je na destinaciji dovolj informacije o lokalni, recimo gastronomski ponudbi. Kar je, če gremo malo pogledati, recimo v Terme Čatež, pa iščemo informacije, kam bi šli lahko dobro jesti, je te informacije relativno težko najdeti, kar pa vsi iz prakse, mislim, da vemo. Zelo pomemben del tega anketiranja je bil, naprimer, bilo tudi merjenje potrošnje turistov. Tale graf prikazuje, koliko je povprečen turist na dan zapravi v Brežicah, kar je po občutku verjetno za vse vas, ko pogledate te zneske, evrov strašljivo malo. Povprečen turist je bil v Brežicah zapravil na dan manj kot 20 evrov, torej 18 in še nekaj evrov, kar je seštevek vseh teh zadev skupaj. Pri merjenju potrošnje gre za kar kompleksno metodologijo, ampak ja, ocena, ki je prišla iz tega ven, nam jasno kaže, da verjetno imamo še priložnost ali pa možnost, da na tem segmentu kaj naredimo. Zelo dobro pa je vedno v anketah vprašati pogledati tudi segment gostov, ki niso zadovoljni, s čim niso zadovoljni, ker nam da to zelo dobro pogled, kje pa zares imamo še težave. Kljub temu, da je relativno visoko, recimo zadovoljstvo bilo tam če se spomnite, 4 od 5 glede ločevanja odpadkov, ampak vseeno, na drugi strani je kar nekaj zelo jasnih komentarjev, da na določenih lokacijah te stvari nimajo dovolj, da jih moti čistoča, predvsem bazeni, tukaj so zelo konkretno verjetno usmerjene pač kritike, da si želijo več ozaveščanja, več na področju trajnostne mobilnosti, zdrave hrane, dostopne narave, sence jim manjka, verjetno so zelo vezano, ta komentar zelo vezan na to, kjer so bili anketirani, torej v bazenskih kompleksih in tako naprej. Pitna voda, problem v mestu, pa še kje drugi na kakšnih frekventnih
lokacijah. In vse to zadovoljstvo domačinov s turizmom na destinaciji je bila druga stvar pomembna, ki smo jo obravnavali. Krajša anketa je bila razdana po spletu. Tukaj smo prišli do približno 500 domačinov, ki so izrazili svoje mnenje. Zanimivo je to, da je bilo kar 20%, pa da je neverjetno na terenu kar 20% ljudi, ki so bolj ali manj povezani s turizmom, ali pa imajo dohodek iz turizma, ali pa so nekom v sorodu, ki imajo dohodek iz turizma. In to je konkretno znak, da je turizem resno prisoten na destinaciji. Domačini so po ocenah sodeč malo manj zadovoljni z nekimi stvarmi, ki jih pač ocenjuje anketa. Lokalna skupnost ima korist od turizma, ocenjuje za 3,64, turizem da omogoča boljše možnosti za preživljanje prostega časa, približno 3,5, ocenjuje na 5-stopenjski lestvici in tako naprej. Na koncu so negativne trditve, tako da vas naj to ne zmoti. Skratka, rezultati, če bi si jih želeli podrobno pogledali na to, da pravi, da nimam prav dosti časa več, so na voljo v tistem poročilu o anketiranju, ki ga najdete na spletnih straneh Zavoda za turizem. Skratka, so stvari objavljene. Kar je bilo zanimivo iz te ankete videti, je to, da so mladi in starejši, ki so sicer bili manjši deli vzorca, relativno bolj zadovoljni, bolj optimistični s tem, kako se turizem razvija. Srednja generacija, tista pač, bomo rekli, delovna, pa je dajala precej nižje ocene. To so zanimivih ugotovitev te ankete. In pa seveda izražene kritike, tudi tukaj je bilo eno odprto vprašanje o tem, kaj in kako bolje mestno središče, kjer pač se razmišlja o zaprtju, o boljših možnostih peš hoje, kolesarjenje in tako naprej, da bi imeli kakšno cena v Brežicah, se pravi javno stranišče in tako naprej, rekreacijska območja, kolesarske, protetiranje, jih moti in tako naprej. Toliko na kratko o tem, kako domačini vidijo zadevo. Potem pa, če se lotimo na hitro še ostalih dokumentov, krizni načrt sem že omenil, jaz bom zelo na kratko predstavil dokumente. Avtorji dokumentov so navedeni spodaj, da na Fakulteti za turizem je se ustvarjala ekipa 10 ljudi, ki je se s tem ukvarjala, tako da vsak svoje področje nekako zavzel. Krizni načrt, oziroma nek osnutek kriznega načrta temeljil na tem, na nekaj delavnicah z deležniki, kjer se je ocenilo pravzaprav, kako smo na neke krize pripravljeni. Identificiralo se je najprej možne krize v turizmu v občini, torej ocenilo se je njihovo verjetnost in pa ogroženost, se pravi, z vidika turizma, se pravi, kako smo obročeni pa pripravljeni na naravne nesreče, na zdravstveno krizo, na politične, tehnološke in tako naprej. Potem se je identificiralo vse organizacije, ki so pač upletene v te stvari in na koncu predvidel neke splošne aktivnosti, ki jih je potrebno potegniti, če se krize zgodijo. Takole v takih tabelah, ki so pač neke splošno veljavne tabele, recimo tisti, ki se ukvarjajo z zaščito in reševanjem, jih dobro poznajo, se je potem ovrednotilo možnost nekih kriz, verjetnost in pa potem ocena vpliva na turizem, ker se vidi, da je zdravstvena kriza, sredi katere smo bili letos po zimi, ko je to nastajalo, pač ocenjena kot visoko tvegana ostale, pa pač manj načeloma vplivajo na turizem. Nadalje smo se ukvarjali s podnebnimi spremembami, ovrednotili njihov vpliv, kaj se bo zgodilo, kaj se bo dogajalo v Brežicah, v Posavju, kako bo to vplivalo na naš turizem, zdraviliški, zdravstveni, dediščinski, enogastronomski in tako naprej. Predlagali neke ukrepe, kaj bi bilo pomembno narediti. Zelo jasen je znak, da to vemo, da znanost nam to kar nekako prepričljivo govori, da se segrevamo, pač postopno segrevamo in da bo ob koncu stoletja nam bistveno bolj vroče, kot nam je zdaj, skratka, da bomo živeli morda 100 vročimi dnevi, kar pomeni, da bo temperatura presegla 30 stopinj praktično v celem poletju, recimo skratka, v koncu stoletja, take so predvidevanja in na to bi se na nek način pripravili. Kolegici, ki sta pripravili ta dokument, sta dali precej nekih istočnic, kaj in kako bi
bi želeli naprej, skratka, kako se do podnebnih sprememb obnašati, kaj narediti, katere stvari ukreniti. V dokumentih, ki so dostopni na spletu, si lahko te zadeve tudi malo bolj podrobno pogledate. Nadalje se je razmišljalo tudi o tem, kako te podnebne spremembe komunicirati različnim javnostim. Kaj, komu, kako, kdaj komunicirati na temo podnebnih sprememb. Ciljne skupine nekako so bile opredeljene in za vsako ciljno skupino natančno nekako določeno, kaj, kdaj, komu, katere aktivnosti in skratka. Tako da je zdaj so odločevalci na področju turizma v Brežicah zares opremljeni z vsemi potrebnimi informacijami, kaj narediti, oziroma kaj in kako početi v bodoče. Še zadnja stvar, zadnja minuta, preden predam besedo kolegom. Še najbolj strateški oziroma vizionarski dokument pa govori o tem, kako zares se želimo priti do boljših rezultatov na področju trajnosti. Pred časom smo imeli možnost poslušati v izvedbi RLA Posavje eno zelo zanimivo predavanje kolega iz Malage, iz Španije, kjer praktično vse stvari uspejo izmeriti in na podlagi teh meritev uspejo potem zelo dobro ukrepati. Tukaj imamo številne dobre zglede in po njih bi se želeli zgledovati tudi v Brežicah. Kako naprej, če ne poznaš, ne moreš ukrepati, če ne moreš zniževati. Ključno je, da poznamo stvari, da lahko potem vemo, kaj naslavljati, kako zniževati naš odtis, kako uravnotežiti oziroma kompenzirati, kar poznate verjetno kot carbon offsetting, skratka, kako se obnašati čim bolj trajnostno. Zdaj, jasno je, da če želimo postati bolj zeleni, ne bo dovolj, da samo na področju turizma ukrepamo. Zelo pomembno je, da pač celovito pristopimo, da se lotimo stvari širše kot celotna družba na tem območju in tako bomo pač lahko napredovali. Zdaj, če zaključim še to, v okviru tega projekta sem še besedo, smo uspeli tudi na nek način izmeriti, kolikšen je oglični odtis brežiškega turizma. To smo naredili s pomočjo ene širše ekipe, v okviru ene druga nacionalnega projekta, v katerem smo sodelovali z najbolj priznanimi klimatologi, celo upam reči, in s pomočjo enega modela povedali, koliko Brežice prispevajo, kaj v Brežicah prispeva, kolikšen delež, a ne kolikšen delež odpade na prevoz, koliko na nastanitve, koliko na aktivnosti in tako naprej. Zdaj, z veseljem bi še kakšno stvar več povedal o tem, ampak je moj čas potekal, o tem več prihodnič, upam, da bo priložnost, da se nam ne bo tako modilo, da bomo lahko kako več stvar tudi vsebinsko rekli, ne samo promocijsko, ker na vsebini moramo še kar veliko narediti. Zelo jasno promoviramo in komuniciramo, da smo zeleni, koliko je to realno, je pa drugo vprašanje, je pa druga stvar. Dejstvo pa je, da smo zeleni toliko, ker je zelena naša ponudba in med zeleno ponudbo pa izpostavljamo danes kolega z zelenim znakom, gospodin Lesa, tako da izvolite. Hvala lepa, Katja. Koliko imamo? Minuto, 2, 3? Ne, imamo 10 minut. Imamo 10 minut. Tako kot smo načrtovali. Še enkrat opravičilo sem skupaj, ampak novinarji bojo ob 11 šli v zdravstveni dom in moramo se tudi mi prilagoditi. Nič hudega, se mogoče tiste, ki res zanima, pa lahko stanejo ali nas pa tudi povprašajo kasneje. Mi smo za to na voljo. Torej, sam na hitro, meni bom povedal par besed, potem pa predstavitev dal besedo naši okoljski upraviteljici. Menim, da je to zelo pomembno, da mladi nas vodijo v tej zeleni zgodbi, ker sigurno najboljše razumejo, dosti boljše kot mi, kamoli pomeni starejši, kot sem jaz, in pomeni že starši.
pomeni z samo energetsko sanacijami, pomeni, na katerih je dala možnost nam država, da obnovimo svoje objekte, nas je porinila še bolj v to zgodbo zelenega turizma, to je se treba zavedati. Ne? In hkrati, v bistvu, ko smo šli sami pregledovati, kaj že počnemo, kaj ne, smo ugotovili, da ogromno stvari že počnemo, pomeni lokalno in tako dalje. Zato, vsaj v našem podjetju je bilo to z malimi popravki in z nekaj truda zelo enostavno, bom rekel, implementirati v podjetje. Zdaj pa prosto kar dal besedo naši Tari, pridi zaključkom, ja. Tara je zaključila turizem in gastronomijo v Ljubljani srednjo šolo in je od 1.9. zaposlena v našem podjetju. Smo zelo veseli, da se nam je pridružila. Bomo lahko veliko več počeli promocijsko in tudi aktivno torej na tem zelenem turizmu. Evo, Tara, prosim, da predstaviš. Evo, Tara, ti pa bodi, prosim, konkretna in hitra. Sem okoljska upraviteljica v našem gostilni Penzion Lesu. Na hitro vam bom predstavila pridobitev okoljskega znaka Green Key oziroma zeleni ključ. Najbolj pomemben interes obrata, se pravi, da je pripravljen sprejeti zeleno politiko in pripravljen izobraževati goste in zaposlene, kako delovati bolj trajnostno in zeleno. Kriterij in dokumentacija, ki zajema certifikat, je sestavljena iz 13 točk in pa to so se pravi obvezni kriteriji, znotraj so tudi smernice, ki v bistvu obrat določi v akcijskem načrtu, ki potem ta akcijski načrt vsako leto obnavlja in izpolnjuje te smernice. Tako okoljsko upravljanje zajema se pravi določitev okoljskega upravitelja, ki je zadolžen za izobraževanje zaposlenih in gostov in pa zaposlen za aktualne trajnostne teme in izpolnjevanje zelene politike. Vključenost osebja, kot sem že povedala, izobraževanje zaposlenih, informiranje gostov z našimi okoljskimi iskricami oziroma majhnimi opozorili v restauraciji in v naših sobah in apartmajih, ki zajema se pravi majhna opozorila, ki spremljajo goste, da ravnajo bolj trajnostno in zeleno. Pri vodi, se pravi, smo gledali na pretok vode v pipah in tuših, pranje in čiščenje, se pravi menjava brisač in postelin v sobah, čistila naj bi imela 75% čistil naj bi imeli okoljski znak. Odpadki prav tako, se pravi, ločevanje po nacionalni zakonodaji, vsaj, mislim, da 3, se pravi, razporeditve. Odpadki, se pravi, ločevanje naj bi bil dostop na toaletih in po restauraciji. Energija, kot je že očka povedal, in pa se pravi sijalke 75% energijsko učinkovite in pa LED sijalke. Hrana in pijača, se pravi predvsem tukaj se navezujemo na lokalne dobavitelje, vsaj se pravi 5 živil. Lokalnost pomeni se pravi 100 km od obrata, to pomeni lokalno. Tako. Notranje okolje se nanaša, se pravi, za nekadilce in tako dalje, to je v naši državi že zelo razvito in ni problema. Glede tega, zelene površine, se pravi, poraba vode na vrtih naj bo majhna, uporaba deževnice je priporočljiva in pa se pravi električne kosilnice in tako dalje. Korporativna družbena odgovornost, aktivnost v naravi, se pravi, da je gostom možnost, se pravi, infotočka, pohodniške poti, kolesarske poti in pa možna izposoja koles, električnih in navadnih, in pa administracija, se pravi, pisarniški papirji in tako dalje, okoljski znak in pa seveda digitalnost, kar je to leto oziroma zdaj že aktualno. Tako, to so naše iskrice oziroma ločevanje odpadkov, informiranje zaposlenih in infotočka v naši recepciji.
Po se pravi oddaji prijavnice in pa dokumentacije sledi prvi kontrolni pregled, ki se opravlja se pravi, ob obnovitvi certifikata prvo leto, drugo leto in pa potem po drugem letu vsake 3 leta. Pri kontrolnem pregledu v bistvu pregledajo pretok vode, se pravi restauracijo naše okoljske iskrice, sobe in pa ločevanje odpadkov in tako dalje. Tako, to je naš zeleni infokotiček, ki smo ga vzpostavili to leto. Tukaj so na voljo gostom informacije o zelenem ključu in pa aktualne novičke in priporočila naš ekološki otok pred apartmajsko hišo. To po kontrolnem pregledu se pravi vas lahko zavrnejo ali odobrijo in s tem prejmete certifikat, ki traja 1 leto oziroma ga vsako leto obnovljamo. Certifikat se pravi obesimo na vidno mesto, prav tako pa znaki programa. Po pridobitvi se pravi Green Kija se lahko odločimo tudi za sodelovanje v Sloveniji Green, oziroma mi smo se izbrali spravi accommodation in pa cuisine. Obnovitev certifikata obnavlja se vsako leto, s tem se tudi izpostavi akcijski načrt vsako leto nov, tako kot sem že prej omenila. Pomagamo si s smernicami na kriterijih, ki jih se pravi probamo izpolniti vsako leto več. To je to. Hvala za vašo pozornost.